Konec oktobra se je v prijetnih poletnih temperaturah odvil že 25. festival slovenskega filma Portorož, ki je letos postregel z novo lokacijo izven Portoroža. Filme smo si namreč lahko ogledali tudi v gledališču Tartini Piran. S to potezo so želeli na festivalu filme približati lokalni publiki, hkrati pa jih je v odločitev prignalo veliko število filmov. Prikazali so kar 63 tekmovalnih filmov, od tega 16 celovečernih. Že nekaj let pa filmov ne predvajajo več v amfiteatru glavnega prizorišča Auditorija Portorož. Da ne bo tukaj filmov, sem se odločil prvo zato, ker sem festival predstavil na mesec oktober in septembra. In meseca oktobra nikoli ne veš, kakšno bo vreme, pa vseeno ni več za open aire. Ta glavni razlog je pa to, da tukaj filmi tekmujejo. In ne tekmujejo samo na primer za najboljši film ali pa za nagrado občinstva, ampak tekmujejo tudi za najboljši zvok, sliko in tako naprej. In v teh zunanjih pogojih ne moremo filma prikazati v maksimalnih pogojih, ki bi bili merodajni za oceno tega, kdo pa je na posameznem delu, področju filma najboljši. Zato mislim, da filmi morajo biti v dvorani, eventuelno je možen tu kakšen dogodek, popularizacije filma, se pravi nek poseben program, ampak o tem bomo še razmišljali. Imamo pa tukaj v amfiteatru polno družabnih programov, strokovnih, to se pravi srečanje študentov, profesionalcev, podelitve nagrad, tako da tudi tukaj se marsikaj dogaja. Pestro in živahno dogajanje na festivalu pa ne kaže prave slike stanja slovenske filmske scene. No, to število filmov, to sem že tudi včeraj na otvoritvi povedal, je v bistvu varljivo. To ne pomeni, da so se pogoji za film oziroma za produkcijo filmov v Sloveniji drastično izboljšali. Nekako korak po korak se to dogaja, ker moramo vedeti, da v tem ogromnem številu filmov je tudi ogromno tako imenovanih neodvisnih filmov, kjer delajo, ljudje iz svojega hotenja in ne v nekih profesionalnih produkcijskih pogojih, čeprav izdelki so bolj profesionalni, moram poudariti. Tako da ta slika je varljiva in slovenski film bi potreboval večje financiranje, vsaj primerljivo s primerljivimi državami, kot je Slovenija, kjer smo trenutno nekje na repu za produkcijo, da bi ustvarili kontinuirano produkcijo, ker samo kontinuirana produkcija potem iz nje nastanejo tako, nastanejo tudi slabi filmi, ampak nastane tudi polno dobrih filmov, tako za občinstvo, kot tudi, festivalskih tako imenovanih filmov ali nekateri radi rečejo art filmov. Tako da, še enkrat povem, število tukaj ni kazalnik dobrih pogojev čisto. Je pa kazalnik nečesa, kar je zelo pomembno, hotenja in pa očitno nekega velikega ustvarjalnega potenciala slovenskih filmarjev, različnih generacij in mislim, da je zdaj čas, da pa se to končno podpre na primeren način. Škoda bi bilo namreč pustiti profesionalce delati v tako slabih pogojih, ko pa že bežen pogled v zgodovino kaže na bogat opus. Letos so na festivalu slovenskega filma Portorož praznovali kar nekaj obletnic. No, kar zadeva obletnice, letos jih je res ogromno, tako je prišlo. Jaz sem sicer osebno človek, ki mi to praznovanje takšnih in drugačnih obletnic, ki je postalo nekakšna moda, ni ravno popolnoma blizu, ampak vseeno smo ob naši 25-letnici nekaj morali storiti. In mislim, da smo to storili na en primeren filmski način s filmom Vesna, restaurirano, digitalizirano kopijo, ki jo je restaurirala Slovenska kinoteka. Vemo vsi, naše glavne nagrade se imenujejo Vesna po tem filmu oziroma glavni junakinji v tem filmu. Obenem s tem filmom obeležujemo 50-letnico smrti enega pomembnejših začetnikov slovenskega filma, češkega in pa potem slovenskega režiserja Františka Čapa, ki je živel tukaj v Portorožu in kjer je tudi pokopan in bomo mu tudi namenili eno spominsko slovesnost v nedeljo, zadnji dan festivala. 120-letnico rojstva
znane, znamenite slovenske cineastke, zelo pomembne montažerke tega filma, Vesna Milke Badjura, vsem dobro znanega skladatelja, tudi skladatelja ogromno filmske glasbe in tudi skladatelja filmske glasbe za film Vesna Bojana Adamiča, 120-letnica rojstva, kot sem povedal. Obeležujemo tudi 70-letnico prvega slovenskega animiranega filma, ker v času festivala bo tudi dan, svetovni dan animiranega filma, 7 na en mah, Saša Dobrila, njegova 100-letnica, to se pravi prvi slovenski animator, nekako 60-letnica naše revije Ekran, ki želim na poti vse dobro, zelo pomembna revija. Mogoče sem kaj pozabil, ampak je pa tu še 100-letnica Ivana Marinčka, direktora fotografije, ampak preprosto smo se odločili z Združenjem filmskih snemalcev Slovenije, da bomo drugo leto pa slovenskim filmskim snemalcem, to se pravi starostam, legendam filmske kamere v Sloveniji namenili eno posebno pozornost, tako s projekcijami kot strokovnim programom in dogodki. Ali to pomeni, da bomo lahko v prihodnje na festivalu slovenskega filma videli še katerega od starejših filmov, ki zaradi neurejenih avtorskih pravic za zdaj počivajo v arhivih? Prej sem govoril o denarju za produkcijo, sedaj tudi govorimo o denarju za restauriranje filmov, ki je tudi pomemben člen, kjer smo tudi mi še zaenkrat skromni. Jaz globoko upam, da bo teh filmov, ki jih bomo lahko vrteli kot slovenske premiere, tako kot se je to zgodilo z Vesno na festivalu, veliko, to se pravi, da se bo ta restauracija nadaljevala, pa tudi, če ne bojo otvoritveni filmi, imamo možnosti kakšnih drugih projekcij, tako kot bomo letos z nadaljevanjem Vesne filmom Ne čakaj na maj tudi pred podelitvijo sklenili festival z brezplačno projekcijo za občane Pirana in seveda tudi ostale obiskovalce. Sicer pa se na področju avtorskih pravic vendar nekaj spreminja. Leta 2019 je Evropski parlament izglasoval direktivo za spremembo avtorskih in sorodnih pravic, ki pa jo je slovenski vladi uspelo implementirati šele 29. septembra letos. Na to temo so pri zavodu AIPA, Zavodu za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov audiovizualnih del Slovenije, v auditoriju med festivalom organizirali strokovno srečanje. Govorimo o dveh zakonih, eno je zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, drugi pa zakon o kolektivnem upravljanju. Danes tukaj bomo se omejili na kolektivno upravljanje, na tiste pravice, ki jih potem vi boste uveljavljali oziroma preko sistema kolektivnega upravljanja dobivali nadomestila, potem, tukaj še prejane, potem, ko bo film že v distribuciji. Skratka, vi še vedno svoje individualne pravice urejate s producenti filme prodaje na televizijo in v kino in platforme, potem bo podrobno šel to, ko pa audiovizualno delo živi in se uporablja in se konzumira na razne načine, potem pa so že nove pravice uvedene, v katerih bodo tako producenti kot avtorji kot igralci uživali sadove uporabe in svojega dela. Sadove pa so po 2 mučnih koronskih letih kot eni prvih ustvarjalcev, katerih financiranje je bilo v tem času zamrznjeno, užili tudi avtorji filma Orkester. Prejeli so nagrado Vesna za najboljši celovečerni film, najboljši scenarij in za najboljšo fotografijo. Črno-bela realistična komedija je po besedah ene od obiskovalk prikazala kar Slovenijo v malem. Včeraj si mi že povedal, Matevž, da si idejo za film dobil v domačem okolju, seveda si iz Zagorja, Zagorjan. Bi lahko še malo povedal o tem, koliko časa je v bistvu ta ideja nekako se pripravljala v tebi? Koliko časa si razmišljal o tem filmu, preden si ga dejansko posnel? Ja, v bistvu tako bom rekel, nekako to idejo, to zgodbo sem imel celo življenje pred očmi, ker poznam te ljudi, poznam orkester, ampak nikoli nisem v kontekstu filma razmišljal. Potem pa 7 let nazaj je prišla ta ideja, da bi mogoče delal nek film, ki se dogaja v Zasavju. In moji kolegi filmski so vedno govorili, že tudi za časa študija in kasneje, da naj naredim nek knapovski film. In seveda sem vedno razmišljal skozi sogodarstvo in ta aspekt. In pa v enem momentu se mi zdel, da prav orkester je na nek način ta knapovski film, ki govori o ljudeh iz mojega kraja. In potem
se je začela moja intenzivno druženje z orkestrom na vseh prireditvah, vajah, budnicah in tako je bilo zadnjih 6 let in verjetno bo tudi naprej. Film Orkester bo sicer tudi letošnji predlog Slovenije za nominacijo za najboljši tujejezični film za nagrado Oskar. Če ga boste lahko še kje ujeli, preverite na njihovi spletni strani. Da pa ne bi zamudili še kakšnega, se lahko naslednje leto v Portorožu prikažete kar sami. Kljub premiku festivala na konec oktobra se je tudi letos med filmskim morskim oddihom kar nekaj ljudi tudi okopalo v morju.